Spoštovani, lepo pozdravljeni v podkastu. Jaz sem filmski kritik Igor Harp in danes je z mano v studiu moja stanovska kolegica Ivana Novak. V dobrem letu je z oddajo Televizorka gledalcem TV Slovenija približala mnoge filmske in televizijske klasike. Televizorka je kratka oddaja, ki je na sporedu pred filmom in v kateri voditeljica precej sproščeno poklepeta s sogovornikom ali sogovornico. Ta je običajno strokovnjak na področju povezanim s filmom oziroma z njegovim avtorjem. Med drugim so Televizorko že obiskali filozofa Mladen Dolar in Slavoj Žižek, novinarja Nataša Briški in Boštjan Slatenšek, zgodovinarka Manca Grenko in urednik Aljoša Harlamov. Ivana, dobrodošli. Živijo. Televizorki in novemu pogledu na filme in TV serije na TV sporedu, ki ga je uvedla, se bova še vrnila. A dajva se najprej posvetiti osrednji temi najinega današnjega pogovora, poletnim filmom, torej v glavnem blockbusterjem. Zdaj trenutno imamo v kinu Podle fante 4, Tiho mesto 3, kmalu prihajajo novi Deadpool, Twister in Osmi potnik, zraven pa še srhljivke, komedije, romance in seveda družinski animirani filmi. Ali se katerega od teh letošnjih poletnih filmov posebej veselite? Recimo veselim se Twisterja, ker se zelo dobro spomnim prvega dela. Mislim, da sem ga gledala v kinu Bežigrad. In je nekako kar zaznamoval nek del otroštva. Še posebej, zdaj se spomnim se takrat, da so bile tudi neke ironične šale na račun teh letečih krav in tako naprej. Skratka, takrat je ta CGI tudi bil že zelo živ, tako da se je že začela tudi neka ironija na to, neke reference na to. Drugače pa, kaj pa vem, od vseh naštetih naslovov, niti ne, no. Mislim, da Twister je ta. Ja. Osebno moram priznati, da Twister nikoli nisem videl, ker sem pa bil toliko star, da jaz pa ne gledam blockbusterjev takrat. Pri Twisterju je zanimivo še to, da v bistvu je to romantična komedija. No? To je screwball komedija. Gre za to, da ta Twister, te nadnaravni pojavi, noro vreme, ki divja, je tam samo zato, da združi ta dva ločena, žensko in moškega, ki sta se ločila, ne vemo zakaj, verjetno zaradi preburnih čustev. In zdaj v bistvu sta tam, raziskujeta ta Twister zato, ker... okej. Kateri pa so recimo poleg Twisterja vaši top 3 blockbusteri, že odkar je recimo žrelo 75. uvedlo ta žanr? Jaz mislim, Back to the Future, nazaj v prihodnost verjetno velja za poletni blockbuster. Ja, seveda. Ja, klej moram priznati, to je eden mojih najljubših filmov. Ampak gledam ga kot fenica in kot geek. Mislim, zanimajo me predvsem pač to, kako so snemali ta film, kako je posnet, kako recimo se vsi objekti, ki se pojavijo v otvoritvenem prizoru, se ponovijo potem v različnih prizorih v filmu, kako je perfektno skonstruiran, kakšne bizarnosti se dogajajo v njem, joki, fulje vizualne, fizične komedije, DeLorean, E-Flux Capacitor, pač fulje teh ikoničnih momentov. No. Tako da to mi je zelo ostalo od otroštva dalje. In vedno me je zanimalo, in zdaj sem se končno pozanimala, kako so posneli drugi del. Ne? Ker v drugem delu v bistvu imamo prizore iz prvega dela, kjer pa Marty McFly, protagonist, gleda oziroma rešuje te prizore, da se zares zgodijo. Ne? Tako da, če ne bi bilo drugega filma, ne bi bilo prvega filma. Ampak jaz sem mislila, da so to snemali hkrati, skupaj. Ampak v resnici so najprej posneli prvi del, potem so pa šele se odločili za drugi in tretji del in so še enkrat rekonstruirali so vse prizore iz prvega dela. No, take stvari me zanimajo. Back to the Future. Še kak? Tak blockbuster, ki vam je ljub poleg Back to the Future? No, mislim, se sem odraščala z blockbusterji. Jurski park, Gladiator mi je bil še posebej pomemben. Takrat, ne vem, še ni bilo, ali pa je glih nastajal internet, ni bilo še YouTubea in spomnim se, koliko mi je bila všeč glasba v Gladiatorju. Hans Zimmer, ne? In mislim, da sem šla gledati razne ljudi, predvsem
mamo in očeta sem večkrat pač zvlekla gledati v kino Gladiatorja samo zato, da bi slišala zadnjo pesem. Now we are free. Tako da, ja, pa Russell Crowe mi je bil všeč, to da priznam. Ja. Komu pa ne bi bil. Ja, mislim, to je bila generacijska zadeva takrat. Ja. Pa moram reči, da tudi lanskoletni blockbuster, da pripadam Barbie timu. No? Ja. Mislim, da se je Greta Gerwig ekstremno potrudila. In da nekako vse stoji v tem filmu. Všeč mi je ta izumetničena scenografija, recimo, to se mi zdi tak lep moment. No? Tako ena taka referenca na ne vem, starejše animirane filme, pa celo na, ne vem, te Žorža Meliesa, recimo, na to filmsko čarovnijo. Ne? Pa nasploh se mi zdi tako dost ironije v tem filmu. Jaz mislim, da ga ne bi smel brati kot, ja, da je to neko poveličevanje Barbie sveta, ampak je v bistvu ironija o tem, da ni. Ja. Barbie svet ni tak in ni matriarhata, ampak je patriarhat in tako. Tako da, ne vem, jaz nisem to kritična do Barbie. No. Cool. Prej sem omenil, da v kino prihaja Deadpool 3, ki je edini superjunaški film tega poletja, medtem ko smo v zadnjih 15 letih imeli po 3-4. A menite torej, da so te superjunaški filmi stvar preteklosti ali pa pričakujete, da bomo ob napovedanih novih maščevalcih, novem Supermanu in še enem Batmanu ponovno priča nekemu vzponu, mogoče v duhu, kot so špageti western obudili westerne? Aha. Jaz tako malo upam, da se bo ta norija superjunaška kmalu nehala. No. Mislim, da smo že prišli to fazo, ko je postala zelo meta vse skupine, zelo meta junaško, potem so bile že parodije, Deadpool je konec koncev parodija. Potem zdaj imamo že zelo tudi noarovske superjunaške filme, skratka, kakor da še obstaja. Mislim, se vem, da obstaja še neskončno načinov, kako izčrpati ta fenomen in z katere perspektive obrati, ampak jaz upam, da se bo nehali, da bo Hollywood pač začel snemati tudi drugačen tip filmov. No. Kaj pa so kateri te superjunaški filmi v teh zadnjih 15 letih ali pa tudi prej po vašem mnenju izstopali, oziroma vam je kateri ostal v spominu prav zares kot dober film? Tlej moram priznati, da ne spremljam toliko tega žanra, ker nisem nikoli zares superjunakov vzela kot ne vem, vedno me je malo motilo to, da lahko rešujejo neke posamezne težave, pa neke ladies in trouble, damsels in distress in tako dalje, ampak tako manjkalo bi pa to, kaj pa, ne vem, revščina in vojne. To se mi je vedno zdelo tako hecen pri tem žanru. No. Mislim, recimo, zanimiv se mi je zdaj film Nezlomljivi od M. Nighta Shyamalana, ki pač vzame ta koncept junaštva, pa ga pogleda. Pa, kaj pa vem, superjunaki. Sem pa v otroštvu in med odraščanjem ogromno pač pogledala teh TV serij, ki so na nek način bile superjunaške, pač Buffy, Xena in Herkul. Kaj je še bilo? Ninja želve, Power Rangers. Preveč tega sem pogledala, no? Ampak sem namehna. Jaz sem recimo diplomiral iz Batmana in pri Batmanu je prav to, da njegov oče skuša rešiti prek socialnih gradenj in tega, ampak mu ne uspe in potem Batman proba raje rešiti, tako da bo pretepal par ljudi revščino. Zdaj si me seveda spomnil na Jokerja, ki je v bistvu izpeljava superjunaškega filma, ne? Ampak absolutno Joker se mi zdi tako izjemen film. Tako da, ja. Ali pričakujete, da bo nadaljevanje letošnje, ki je musical povrh vsega, tudi, mislim, zažgalo? Mislim, ne vem veliko o njem. A igra Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix in Lady Gaga. Super bo. In Lady Gaga igra Harley Quinn. Odlično. Torej, še pred vladavino superjunakov pa je bil eden najbolj priljubljenih in konsistentnih žanrov romantična komedija, ki smo jih tudi praviloma v kinu gledali poleti in pa tudi ponavadi še decembra. Ja.
Zadnje leta pa se zdi, da jih snema samo še Netflix, pa te niso posebej dobre. Ali bi tudi rekli, da ta formula, ki je vztrajala pa v bistvu 400 let od Shakespearea dalje, tudi zdaj nekako izgubila svoj čar? Ja, mogoče, ne vem. Jaz sicer mislim, da romantična komedija čisto obstaja kot žanr. Jaz jih ogromno vidim tudi na televiziji, tudi ta televizijska produkcija je kar še vedno vztraja. Se mi pa zdi, da je ta žanr izgubil svoj rob. No? Včasih, recimo, zelo sem raziskovala tega Ernsta Lubitša in sem tako največja fenica Lubitševih komedij. Pač to so bile komedije, screwball komedije v 30-40 letih, ampak vse te ljubezenske zgodbe so bile pač postavljene v neke velike, ne vem, družbene probleme, v neke velike družbeno-politične kontekste. Ne vem, Težave v raju, Trouble in Paradise je ljubezenska zgodba o pač ljubezenskem trikotniku, ampak se odvija na ozadju gospodarske krize. In je potem tudi so te neki objekti, ki se pretakajo med njimi, med temi tremi ljubimci, denar, neki prestižni predmeti, vse to tvori eno tako zapleteno ekonomijo, tudi ljubezni, krize. Tako. Pol, ne vem, To be or not to be od Lubitša, če ga gledamo tudi kot ljubezensko zgodbo, lahko. Predvsem kot zgodbo o ženi, ki v bistvu se odloči, da se bo nekako emancipirala od nesrečnega zakona z narcisoidnim možem, tako da bo začela varati. In to z enim ameriškim pilotom sredi druge svetovne vojne. No. In skratka, je klej pa tako, da je prešuštvo skoraj izenačeno z osvobodilnim gibanjem. No. Tako, kar je tudi hecen pri Ljubiču to, da je za njega v bistvu tudi zunaj zakonske afere, pa tako so za njega, mislim, ni bil nič moralističen okrog tega. Ja. Ampak skratka, vse te Ljubičeve zgodbe, tudi Ninočka recimo, ki je po mojem ena najlepših ljubezenskih zgodb vseh časov, ki ima tudi tako lepe prizore ljubezenske noter, se tudi odvija na eno ozadju nekega konflikta med komunizmom in kapitalizmom. In kje danes v današnjih romantičnih komedijah sploh ne slišimo besede kapitalizem ali pa, a ne? Ja, ne, ker recimo zanimivo je bilo prav pri temu od Kumala Naidžina in njegove žene Emily Gordon, mislim, da, ki je romantična komedija, zdaj sem pozabil naslov par let nazaj, ampak ima not te elemente, kot recimo to, da ona pokliče Uber, ko prespi pri njemu in on je njen Uber šofer, zato ker je on toliko bolj reven. Ampak o tem se potem ne govori dalje. Ne? In potem tudi zdravstvene težave, ki jih ima ona, potem so povezane s tem kot iskanje neke rešitve, kaj bi lahko bilo. Noben se pa ne vpraša, kako v ameriškem zdravstvenem sistemu bi si to kdo lahko sploh privoščil, kar bi morala biti vprašanja, ki v nekem realnem svetu pridejo na dan. Ne? Ja, recimo tudi, mislim, žal mi je, ker vedno pač vlečem tega Ljubiča ven, ampak res je tako temeljen v tem smislu. Recimo Trgovina za vogalom tudi, je tudi ena od redkih komedij njegovih, ki se ne dogajajo v tem višjem sloju, ker drugače so bile to sofisticirane komedije, kakor ločene od resničnega življenja, ampak kot vidimo, mislim, če gremo pogledat, dejansko so bile vedno vpete v resnično življenje, ampak ta pa je še posebej vpeta v resnično življenje in se pač gre za ljubezen med dvema, ki delata v neki trgovini, ki pač nista nič posebnega, ampak mislite, da sta veliko več. No. In tako, v bistvu konc je, sklep je v bistvu ta, da morata dojeti, da sta samo to, kar sta. No. In se tako zaljubita. Pa to je tale, ki je potem bila predelan v You Got Mail? Nora Ephron je naredila predelavo, Ja, in koliko je pa tam še bilo tudi nekaj, tam je bil tudi družbeni kontekst, konglomerati, ki prevzema male knjigarne in podobno, ne? Je, točno to je. Ampak kar je hecen pri tem predelavi od Nore Ephron je to, da v bistvu ko se Meg Ryan odloči vendarle za Toma Hanksa, ki je uničil njeno knjigarno, malo knjigarno, ne? On je v bistvu lastnik nekega, kot se rekel, konglomerata knjižnega. In to je knjigarna, ki jo je ona, mislim, da celo podedovala od mame in je osebno zelo blizu.
In on je v bistvu uničil življenje, pa sanje, pa mislim, to fantazmo, da lahko še obstaja v tem svetu nekaj avtentičnega, mehkega, nekaj človeškega. Tako, ne? Ona ful verjame v to. In kljub temu, in potem gre ona enkrat obiskat tega v knjigarno njegovo in ga vidi, kako se igra z otroki. In mislim, da jo to kar prepriča, da je on pa tudi dober človek. Skratka, manjka ta most med tem, pač uničiti je življenje in zdaj greš nazaj k njemu. Mislim, ljubici tega nikoli ne bi dovolil, po mojem. No? Dočim pa v novejših pa je še manj poskusov sploh. Še manj razmisleka je o tem, kaj zares so ljubezenska čustva in kako se razvijajo in kako pride do ljubezenskega srečanja in kako, ko se dva skregata ali pa ko naletita na oviro, kako to premagata. In to so vse te stare romantične komedije, so tako res razmišljale o tem in postavljale en take kode so postavljale, ki so jim filmi sledili zelo dolg. Čeprav jaz mislim, da verjetno je uničila to staro romantično komedijo, predvsem, no najprej je bila seveda Druga svetovna vojna, ki je uničila ta žanr nekako. Potem pa, po mojem, pač seksualna revolucija, no? Kjer je pa postala ljubezen nekako odveč in je postalo bolj pomembno raziskovanje. Ne? Ampak ti filmi so še vedno bili izjemno gledani. Se potem žanr se še obuja pa tako, ampak hočem reči, da so bile neke družbene spremembe, ki verjetno nikoli ne bi mogle nazaj pripeljati tiste pač starega romkoma. No, čeprav tale Samo ne ti z Sydney Sweeney pa Glennom Powellom je pa ravno bil za okrog Božiča še. Je bila uspešnica, zelo dolgo je bilo v kinu. Tudi to je bilo mi najbolj presenetljivo, ker zadnje čase je tak, da film ima velik obisk, potem pa to upade, razen otroških. Po 3 tednih je obisk vsakega filma zelo majhen in ta je, mislim, da eden od redkih, ki je imel to neko, da so ljudje še kar hodili gledati tudi po 2 mesecih in je bil pač, ta romantična komedija stare šole, ampak spet o ljudeh, ki grejo brez problema na... Kam že je, na dopust? Na zaroko v Sydney. No, nekaj ste jih že zdaj našteli, ampak katere so vaše najljubše te romantične komedije, katere bi še poleg Ljubičevih priporočali morda, katere novejše? Katere novejše? Ena mojih najljubših je absolutno Love Actually, pač ta božična romantična komedija. Tle nimam sploh neke blazne analize, jaz sam mislim, da je to zelo duhovit, iskriv, tako fajn film, tak feel good film je. In da ima super dialoge, super like in da je perfektno zrežiran. Tako. In zdi se mi tudi fajn, ker raziskuje tudi neke pač bolj žalostne, temne plati ljubezni. Tako da ima ta comic relief, pa ta dramatic relief. Tako. Drugače pa letos me je ful fasciniral ta The Fall Guy z Ryanom Goslingom in Emily Blunt. To bi res priporočala. Tle se mi pa tako zdi spet, tako kot sem prej rekla pri Twisterju, no? Kaj v bistvu so te nadnaravni pojavi, te vrtinci, očitne metafore, pač te ljubezenske strasti med dvema, ki se nikakor ne more pomiriti. Zato seveda tudi vsi konflikti, vsa ta drama. Tle isto, no? Se mi zdi, da v bistvu gre za to. Emily Blunt igra filmsko režiserko nadobudno, Ryan Gosling pa stuntmana oziroma kaskaderja. In on začne delati na njenem filmu, potem, ko jo je pred enim letom zaradi neke poškodbe ghostov in jo je pač zapustil, ne da bi povedal, kam gre. In je šel na Tajsko za 1 leto ali kaj takega in potem se vrne in je ona seveda blazno jezna na njega in kako bo sta ona zdaj to spet se zaljubila in se pobotala.
in hkrati pa snemata akcijski film. Tako da vse te eksplozije in fulje teh fajtov v filmu, fulje tega napadanja, ognja, benzinom se poliva. To je vse tako, ja, to je ljubezen. Ljubezen je akcijski film. Ja. Zdaj, romantične komedije, podobno kot blockbusteri pa drugi tradicionalno poletni filmi, se praviloma ne uvrščajo med tako imenovano resne filme. Torej tiste, ki segajo po prestižnih filmskih nagradah. Ampak najboljši izdelki teh žanrov so tako uspešni zaradi mojstrskega obvladovanja filmskega jezika in pripovedništva, kot ste rekli prej za Love Actually. In v prvem letu in pol televizorke ste vključili tudi nekaj tovrstnih filmov, ampak peščico, recimo Babica gre na jug, pa Leon. Ali lahko v prihodnje pričakujemo kaj več teh? A v bistvu mislite tako blockbuster oziroma tudi žanrski film. To tako, pač ta oddaja televizorka je popolnoma odvisna od tega, kakšne nakupe smo izpeljali. Tudi ni odvisna samo od moje selekcije, ampak tudi od selekcije drugih kolegov. Vedno se pa najde kakšen žanrski film in jaz ga zelo rada poberem za to, da se pogovarjamo o njem. Ker se mi zdi, da pač še... resni filmi, žanrski filmi. Tako ni res. Pač žanrski filmi so resni filmi. Tako da. Kako pa ste razvili ta koncept oddaje in tudi kako dolgo ste potrebovali, da ste lahko nadrejene na nacionalki prepričali, da to lahko delate? To se je zgodilo, pa ne vem, v bistvu je bilo dosti hitro. Ta ideja je rasla leta in leta, po mojem. Jaz sem že enkrat urejala eno oddajo Kinoteka, ki je bila podobna, ampak je bilo so bili samo pogovori, vodila jih je Mateja Valentinčič, pred temi kinotečnimi filmi, o petkih zvečer. Takrat sem bila urednica te oddaje, potem sem v bistvu to upustila. Pač po eni strani zato, ker je bilo mogoče preveč naporno produkcijsko za tako mehno minutažo. Tako na RTV doskrat dojameš. Se mogoče tudi tle. Koliko v bistvu koliko časa traja, da narediš eno simpel oddajo? Nekaj, kar zgleda dosti simpel, ampak mogoče na RTV to potem še težje in še dlje traja. Smo pač vse javna institucija in moraš čez neke uradne korake ves čas, pa velik sistem je tudi. Tako da, ne vem, če hočeš zajeti film, moraš čez en proces. Ne moraš ga vzeti iz YouTubea in ga dati noter. Skratka, da se vrnem, ne vem, ideja je bila že vedno. Pač mislim, ljudje nam skozi govorijo, da imajo ful radi naše filme, pa serije, pa dokumentarce, pa da včasih ne vejo, kdaj so na sporedu, premalo promocije, ne vem, da ni dovolj viden ta program. Tako da pol smo se pač odločili, da bomo začeli snemati to. Jaz sem se kar malo sama odločila, da bom začela snemati tudi vode pred kinotečnimi filmi. Ampak mi je to zelo fajn delati. Sicer samo tako v kamero govorim o filmu 3 minute, pa pokrijemo s filmom. Ampak ne vem, pač jaz upam, da imajo gledalci nekaj od tega. Jaz pa tudi to zelo rada delam. Zdaj v uvodu sem omenil nekaj slavnih sogovornikov, ki ste jih gostili. Kateri med njimi pa vas je najbolj presenetil z svojimi uvidi v delo? Mene vsak človek, ki pride pred kamero na nacionalno televizijo in govori, preseneti. Ker jaz sem zelo tremo pred javnim nastopanjem. In ko vidim rdečo lučko na kameri, se mi začne trest glas. In še zdaj nisem čisto premagala tega. Tako da vsak gost, ki pride in govori brez, da bi gledal v list, smiselne stvari o filmu. Seveda pa mislim, ne vem, ti določene gosti ostanejo bolj v spominu kot drugi in meni je pač, mislim, da Slavoj Žižek najbolj ostal v spominu, ker so govorila so 1 uro in pol. Potem smo naredili eno krajšo različico za televizijo, pa eno daljšo za pač online.
To je tudi tako fascinantno, da lahko ta filozof lahko govori 1 uro in pol. Jaz sem zelo malo govorila. Ja, mislim, ampak govora je bilo v Linču. To je res veliko stvari za razdelati z psihoanalitskega in filozofskega stališča. Torej, vaše oddaje pomagajo gledalcem dobiti širšo perspektivo v filme in v serije, preden so ti predvajani na TV sporedu. Zdaj pri tem se praviloma izogibate kvarnikom, vseeno pa podate širši kontekst, ki vključuje družbeno okolje, v katerem je delo nastalo in avtorjev namen. Ne? Ali se, preden si sami ogledate klasike, ki jih še niste videli, tudi naredite tak research? Ja, mislim, kar med njimi včasih, ko imamo tako mobitele, pa namesto da bi gledal film, bereš o filmu, pa skušaš tudi ujeti, kaj govorijo. Pa zelo rada tudi hodim na ta filmski festival v Bologni, ki ga zelo priporočam, če koga zanima kinotečni oziroma starejši filmi, zgodovina filma. To je en izjemen festival, mislim, da največji festival svetovnih arhivov. In tam pridejo arhivi in pokažejo svoje restaurirane filme, pa tudi nerestaurirane filme in tudi vidiš v bistvu tako, no, en tak hecen moment se zgodi, gledaš tudi filme, ki jih verjetno nikoli ne bi videl nikjer drugje in mogoče je to čist prav, da jih, ker so nekateri filmi niso za zgodovino, niso za kanon, tako bom rekla. Ampak je fajn to vedeti, no? Je tudi fajn to videti in iti skozi. In tudi zato, da se mogoče malo še bolj zaveš, koliko pomembni so konec koncev selektorji pa uredniki, ki naredijo en jagodni izbor in potem to prinesejo gledalcem. Kaj pa na teh festivalih, kot je recimo Life, preučite katalog ali greste na blef? Mislim, da se že kar orientiraš tako po režiserjih, ki jih že poznaš, pa včasih tudi po naslovu. Ne vem, ker verjetno sam veš, toliko filmov pogledaš, da že tako malo intuitivno veš, kater je dober. Ne vem, po nekih geslih, ne vem, neke kode so noter v sinopsisih. Vidiš, ta film bo dober, ker ne vem, ima bizaren sinopsis ali pa take stvari, no. Ali pa ker res, ne vem, Butana in ga moram iti pogledat. Ne vem, neki štosi so, kako veš, kaj moraš iti gledat. Se je to, da je film iz države, kjer nisi vedel, da snemajo filme, je vedno dober razlik. Vem, ko so imeli severnokorejsko romantično komedijo, je bilo tako, ok, to pa je nekaj. Jaz sem sicer pustila, da drugi to pogledajo namesto mene. Je nekaj povsem samo svojega, Kakšno pa je vaše mnenje o trenutnem stanju slovenskega filma? Kateri so v zadnjem času najbolj navdušili in zakaj menite, da z izjemo mladinskih filmov pritegnejo slovenski filmi toliko malo gledalcev? To je tako težko vprašanje. Mislim, vem, kateri filmi so me navdušili. Absolutno moj najljubši slovenski film novega tisočletja, verjetno, ali pa zadnjih let, je bil Ne bom več luzerka Urše Menart. Zdaj se mi je tako noro, osvežujoč, lahkoten, hkrati z nekimi tudi resnimi temami. Tudi junakinja, moram reči, da sem se kar identificirala z njo. Duhovit, tako tekoč. Tudi Ljubljano je posnela iz nekih vidikov, ki nisem, to je tako lepo videti mesto iz nekega vidika, ki ga še nisi videl. Tudi to mi je všeč, da greš se kopati v Ljubljanco. Tako, fajn je, ful lep film. Tako, všeč mi je bil tudi od Darka Sinka Inventura, ki je bil tako kar bizaren, pa nekaj zelo
zelo posebenega. Ja, meni je tisto še bolj šokiralo, ker je v sosednjem bloku posnet, pa sem od takrat, ko so snemali, pa sem videl, da snemajo, pa do takrat, ko je film prišel, to pozabo in potem je tak zelo tale bizarn začetek, kjer nekoga napadajo v tistem bloku, nekdo strelja in pa tak, prav, zakaj? Ja, verjetno kar spremeni življenje, vsakdanje življenje v tem bloku je. Ja, malo pogrešam, no, to so se že prej pogovarjali, malo pogrešam žanrska dela, tako da mislim, da je podrazvit slovenski film, verjetno zaradi slabega financiranja. Verjetno tudi pač večinoma dobivajo eni in isti avtori, finance, pa bi bilo mogoče fajn, da bi se malo bolj podprli mlade režiserje in režiserke. Tako, kaj so še bila vprašanja glede slovenskega filma? Ne, zakaj ne najdejo gledalcev? Kje je tu ta, mislim, deloma tudi najbrž v tem, da ni žanrskih filmov, ampak tudi filmi, ki dost pogosto se mi zdi, da filmi, ki bi lahko bili predstavljeni kot žanrski, niso. Recimo Osebna prtljaga, če opišeš zgodbo, da to gre o moškem srednjih let, ki ima afero s sinovo punco in jo pomotoma ubije in skriva truplo. To je thriller. To je thriller. Ne, to bomo predstavili kot socialno dramo in še režiser je potem zahteval, da je film bil samo v kinoteki enkrat na teden na sporedu. Ne, to je ja, v bistvu ne poznam točno tega primera Osebne prtljage, ampak ja, tako zveni, kot da skušajo biti preveč avtori, ti naši režiserji. In da tudi potem pri promociji in predstavljanju filmov, pri tej zelo ključni fazi, kjer moraš film prenesti in povabiti gledalca, naredijo pač nekaj ključnih napak. Ja. Ja, ne, pa tudi napovedniki. Mislim, da pač v zgodovini slovenskega filma imamo mogoče 4 res dobre napovednike. Ne. Gremo mi po svoje, pa Petelinji zajtrk, ful skočita naprej, ampak prav zares ne. Vsi ostali pa pač je nek film. No, Gepek je še verjetno naredil napovednik. Ne. To pa je žanrski film, ki pa je dobil neke publike zdaj. Ne. Ja, se mislim, da so te lokalni žanrski filmi, komedije tako še najbolj uspešni pri nas, ki se nanašajo prav posebej na neko nišno publiko, na tamkajšnjo publiko in mislim, da grejo ljudje pač preprosto gledati, ker so povezani z ljudmi, ki so delali film ali pa pač govorijo isti jezik. Ne vem. Ja. Kje pa vi najraje gledate film? V kinu, doma, kinoteki, na festivalih, drive-inu ali kar na telefonu? Ja, posod. Res. Oziroma, na telefonu, mislim, sem se omejila samo na serije. Razen, kadar sem bolna, potem gledam tudi filme na telefonu. Ker v bistvu, če tako pogledaš, to je tako pa vedno vse je enako kot kino, če je. To je to. Ja, absolutno. V kino grem rada gledati blockbusterje, to težko gledam doma, sploh pa ne na telefonu, pa seveda take filme, ki temeljijo na vizualijah. Drugače pa blazno veliko filmov gledam žal na računalniku, v pisarni, tam je pa najslabši in prostor in to ni v redu. Pač živahna pisarna, vsi neki govorijo, tako da zdaj imam tudi tiste noise cancelling slušalke. Sam ne pomagajo za ženske vokale, tako da malo jih moraš še razviti, po mojem. Aha, ja. No, jaz sem tudi pogledal, nazadnje, ko sem gledal Taksista, sem ga gledal na telefonu, pa je čist v redu izkušnja, če imaš dovolj blizu držiš. Če tako držiš, je skoraj. Ampak ja, vseeno se mi zdi, da če moraš držati, je to malo bolj naporno, ampak po drugi strani sedeti včasih na kakih festivalih ali pa tudi v kinoteki, če nimaš v redu sedeš, da si malo stišen. Absolutno, ja. Tudi ni ravno udobno. Ja, jaz sem tako, ne zdaj to pač, jaz razumem kinematografe in vodje kinematografov, ki skušajo pač privabiti občinstva nazaj v kino, ker se je pač zelo veliko govorilo o zatonu kinematografov in smrti kina in ne vem kaj.
Ampak mislim, itak se po mojem ni toliko zabavno, ker res nekateri filmi so res narejeni samo zato, da jih gledaš v kinu. Ampak hkrati pa mislim, da je neko to udobje tega domačega ogleda, pa tudi to, da lahko pišeš zraven ali pa kaj tudi že prebereš zraven, da ustaviš film, prebereš. Tudi o prvem ogledu, mislim, tudi če se ne ukvarjaš študijsko z njim, ne vem, greš pa na telefon, pa prebereš kakšno oceno, tega se v kinu ne da. No, tako da. Pa pri Amazon Prime, ko lahko klikneš gor, pa piše, kdo je v sceni. Ja. Okay. Ja, Amazon ima v lasti IMDb, tako da jim je potem malo lažje to bilo izvesti. Ja, vsekakor. Meni se sicer zdi, da pri tem upadu ogleda je tudi velik faktor cena. Ker danes je ogled kina sploh za eno družino, da pogledaš med vikendom, pa da še dodaš 3D zraven in kokice. Nek 100 evrov, recimo. Ne? Ja, hitro prideš do 100 evrov in to se mi zdi problematično, ker v osnovi je kino bil namenjen temu, da je to ta poceni entertainment. Ne? Ampak prav nekako ne vidim, da bi bila kakšna pot k zniževanju cen prihodnosti, ampak prej obratno, da bo to vedno dražja in nekako bolj ekskluzivna zadeva. Ampak ostane pa še vedno TV. Ne? Ja. Je pa res, da ogromno zapravimo tudi za vse te naročnine na te spletne platforme. Tako da, mogoče pa, če bi to odpovedal, kam mogoče ne rabimo vsega tega. Ja. Mislim, meni je še posebej, zdaj ne vem, če je dovoljeno poimensko. Ja. No, mislim, jaz sem bila tako, po mojem, ena prvih, mislim, ne vem točno, kdaj je nastal Netflix, ampak prosim se tako zelo dolg nazaj sem že gledala Netflix. In te serije, ful mi je bilo dobro in noro sem binžala te serije. Ampak tako zadnje čase pa sem zelo razočarana. No. Tako se mi zdi, da filajo to svojo stran z nekimi zelo slabimi vsebinami, samo zaradi pač nalaganja vsebine, samo zato, da bi dali občutek, da imajo ogromno gor, ampak v resnici nimajo. Tako da, oziroma je to tudi težko najdeti, ker tam ni, ker je algoritem in ti predlaga stvari, ki si jih, ne vem, že videl. Recimo, ne vem, jaz sem fanica Mad Menov in sem pogledala že 10 Mad Mene in potem mi predlaga iste serije, kar sem ne nočem zdaj. Ja. Nočem slabših Mad Menov gledati. Ne, dodaten problem tudi je, da pač ne glede na to, koliko tebi prilagodi, ti ne bo izpostavil kakovostnih filmov nujno, ampak tiste, ki meni, da boš gledal. Ne? In tudi dostkrat vem, da so se režiserji bunili, da pač naredijo film, delajo pač 2 leti na tem in to in potem ga Netflix da ven, ampak Is It Cake 3 pride ven in potem bo tale serija, ko ljudje ugotavljajo, če je neka torta ali ne, čist zasenčila nek film, ki pač je resen izdelek velike skupine ljudi za veliko denarja in v katerega so vložili 2 leti dela. Tako da to je kar problem pri Netflixu. Sploh, kadar oni kupijo filme na festivalih, tisti čist nemogoče jih je praktično najti, če ne veš, kaj iščeš. Ja, in s tem tudi nemogoče drugim platformam oziroma medijem, da bi jih istočasno predvajali. Včasih celo za več let. Ne, tako da. Ja. Ponovadi zavedno. Ja. Tako da, Poleg televizijske imate tudi glasbeno kariero. Lani ste izdali ploščo Oblike duha, na kateri ste uglasbili istoimensko zbirko poezije svojega očeta Borisa A. Novaka. Kako je prišlo do tega projekta, do tega sodelovanja? Do sodelovanja z očetom. V bistvu on ni vedel in to se je dogajalo med pandemijo, ko sem imela toliko časa. Ker mislim, da če ne bi imela toliko časa, kar naenkrat nikoli ne bi začela. Mislim, jaz sem vedno skladala in vedno sem neke pesmi pisala. Ampak se mi zdi, da
pol je tako, če dalje manj časa za to in pol je služba in pol, ne vem, namesto da pač zvečer ne moreš še ustvarjati, ampak raj gledaš serije. In pandemija, hvala, pač ves ta čas. V bistvu sem kar sama nekako gledala to pesniško zbirko in nekako čez intuitivno prišla do pesmi, ki so se mi zdele najbolj spevne, ki so me nagovorili. In pa sem ful iskala na klavirju, pač melodije različne. Tako. Ene so prišle takoj, druge ne takoj. Ampak ker sem imela čas. Tako fajn je bilo, no. To je v bistvu ne pandemija sama, ne zaprtje seveda, ampak tako je eden mojih najljubših trenutkov v življenju je bilo to, ko sem imela ves ta čas za ustvarjati. No. Tako da, če bi se še kdaj zaprla ta družba, bi bilo fajn. Pa ne zaradi seveda številnih smrti. Groznih virusov. Ja. Z glasbo ste se ukvarjali tudi že prej. Imate kakšne še načrte za prihodnje? Še kakšne plošče? Koncerti? Trenutno ne. V bistvu ta produkcija te oddaje, televizorka, me je kar tako okupirala. No. Veliko energije gre za predpriprave in za potem postprodukcijo. Verjetno je krivo tudi to, da ne snemamo v živo, tudi ne gre live to tape, ampak potem v bistvu še zmontiramo nekaj filmov s filmi pa tako. In je, ne vem, ob redni službi malo primankuje pol tega še ekstra kreativnega zanosa, da bi še neki zvečer delal. No. Je pa vedno tako, to imam že od prej izkušnje, po kakšnem takem velikem projektu je tisto si naredil zelo strastno si delal 1 leto, 2 leti in potem, ko je končan, ga ne moš več videti. Mislim, in tudi v bistvu te forme ustvarjanja je nekako je fajn malo umakniti stran, pa počakati, da da navdih pride samo od sebe. Ali pa, mogoče pa pride enkrat, ko bereš kakšno knjigo ali pa gledaš kakšen film. Ali pa recimo Kate Bush je svojo najboljšo pesem Wuthering Heights napisala, ker je gledala film Wuthering Heights. In ne vem, silt te stvari se mi ne zdi fajn. Moram pa reči, da če dalje bolj me tako driva, da grem spet igrati klavir, pa da bi kaj tako. Vmes pa nisem tokno. Tudi tako snemanje je dosti naporno, samo dosti je organizacije, dosti je, pa se pa malo zmatraš. Je pa zanimivo to zdaj, v bistvu nisem vedel tega o Kate Bush, ampak Wuthering Heights je v osnovi knjiga, ampak ona je po filmu naredila. Ne po filmu, ja. Isto je Bruce Springsteen naredil Ghost of Tom Joad po filmu Grapes of Wrath in ne po knjigi. Tako da, ne vem, če bi ti glasbeniki morali kdaj prebrati v srednji šoli obvezno čtivo. Čeprav ne vem, če bi knjiga toliko navdušila, mislim. Mene je, ampak sem anglist. Torej, za zaključek pa dajte še kak namig, prosim. Katere filmske klasike bodo prihodnje leto na nacionalki oziroma v prihodnji sezoni, zdaj od septembra dalje v sklopu televizorke? Kaj lahko pričakujemo? Jaz lahko čisto zagotovo vsaj v tem kinotečnem terminu napovem samo cikel Agnes Varda, česar se pa ful veselim. Tako se je zgodilo, da v bistvu v zadnjih letih skoraj da nismo imeli nobenega filma režiserk, kar je tako porazno, ampak je pa res, da je tudi pač velika teža na režiserjih v zgodovini filma. Tako da tega se zelo veselim. Bojo noter Cleo od ne bom po francosko kle govorila. Skratka, njene največje klasike. Za kasneje ne moram nič tako sigurnega napovedati. Tako da, kaj pa kaj žanrskega, kaj ste rekli prej? No, bo Veliki diktator Charlesa Chaplina. Ja. In naslednje leto praznujemo, mislim, da 100-letnico filma Gold Rush, Zlata mrzlica od Chaplina, tako da to smo tudi že se založili s tem filmom, tako da
ki bomo predvajali ob 100. obletnici. Ja, Diktator je tudi odlična predstava trenutno v drami. Zelo priporočam, če še niste ujeli. No, upam, da še bo, ker zdaj ni selitev drame po svetu. Ampak še bo drama, samo pač nekje drugje. Ja. Ivana Novak, hvala za obisk. Vam in našim poslušalcem oziroma gledalcem pa želim čim več dobrih filmov. Hvala za povabilo.